Tole sem vam prinesla. Za zamrzniti, ne? Izognite se izgubi bonusov v primeru nesreče. Varnim voznikom zamrznemo bonus. Za vedno. Preverite zdaj. Zavarovalnica Generali. Sredina aprila je v izbor poslovni avto leta, že 11. po vrsti, prinesla najzahtevnejšo preizkušnjo izbora. 9 uglednih slovenskih menedžerjev je pod drobnogled vzelo 5 najboljših avtomobilov najbolj prestižnega menedžerskega razreda. Junaki tokratnega izbora so bili Matej Denovnik iz Energo Tuša, Iztok Podkrižnik iz podjetja Podkrižnik, Jure Knez Devsoft, Toni Balažič Mercator, Mira Kavelič Nama, Enzo Smrekar Atlantic Grupa, Aleksandra Brdar-Turk NLB Skladi, Roni Kordiš Blok Hat in Rok Rozman iz Unicredit banke. Na Vranskem pa se je medtem že ogrevala Lexusova dirkaška limuzina GSF. Pločevinasti del pa so predstavljali Audi A6, BMW serije 7, Mercedes-Benz razreda E, Lexus RX in Jaguar XF. Začetek odprave Ljubljana. Cilj AMZS center varne vožnje na Vranskem. Na poti so se preizkuševalci menjavali za volanom. Preizkušali napredne sisteme, s katerimi so opremljene limuzine in Lexusov luksuzni terenec, ter se počasi ogrevali za adrenalinsko preizkušnjo na Vranskem. Malo moramo klimo znižati. Aha, vi si tako naštimajte, da se boste najbolj počutili noter z volanom. Tudi če ni radarjev, vsem, da so traktorji, pa si takoj po omejitvah. Pa je mir, ne? To je res, ja. Sem rekla danes, da bi mogla s sabo prinesti golf palce, da testiramo tudi ta vidik poslovnega avtomobila. I won't try. Stay there, we'll stop. Ni zihar, no. Crash test dummy. Jaz čakam, da mi pomozi, da malo, znata firma. Pa sem ga dal na S, ne? Ja. Pa na manual, ne? Ja. In ker malo mu manjka konju, po unih cesticah je kar dobro bilo tisto. Da se pa tudi če tam ne naštimati, ne, športno še nastavitve vožnje, ne. Zdaj vključitev tempomata, če spustite volan. Ga bo popravilo. Zdaj malo stesteriva, imejte roke sicer čisto, ampak vidite, on zdaj gleda črte In potem se prilagaja. in se v bistvu prilagaja. Tako da bolj so jasne te črte, bolj samostojno lahko vozi, do 15 sekund pa vas začne opozarjati, da morate prijeti, ker zakonsko to ni Dovoljeno. Novi avtomobili, pa sploh v tem razredu, imajo kar veliko konjskih moči, veliko zmorejo, na cestah pa tega se ne da preizkusiti. Kje pa recimo vi to preizkušate? No, moram reči, da ponavadi se vozim po predpisih. Zdaj, bom rekel, sem že v tistem obdobju, da nima več tistega adrenalina vsak dan v sebi, da bi šel, ne vem kaj to početi po naših cestah, v prvi vrsti niso primerne, zato se pravi, še moramo tu na infrastrukturi veliko narediti, drugače pa obstajajo tudi možne variante, se pravi razni eventi, ko se da iti na dirkališče, se pravi se plača tok in tok denarja za tistih par voženj in mislim, da je to veliko bolj pametno. Drugi del preizkušnje AMZS center varne vožnje na Vranskem, kjer so svoje meje preizkusili letošnji finalisti, pa tudi njihovi vozniki. In sicer začeli bomo nekje na tejle hidravlični plošči, bo prišlo do zdrsa zadnjega dela avtomobila. Jaz bom pripravil naključno, tako da ne bomo vedeli, kam bo zdrsno avto, kjer smer. V glavnem, če zadek zdrsne v levo, potem bo treba pač se ozvati na volano in tako da zavrtimo volano levo. Če gre zadek v desno, pač zavrtimo volan v desno in na ta način poskušamo vozilo stabilizirati, seveda z pomočjo elektronskih pomagal. Če bi slučajno šlo kaj narobe, da bi kdo naredil napako, da bi pač kdo izgubil oblast nad avtomobilom, v tem primeru pa zaviramo do ustavitve, da ne bi se kdo naredil to napako in dodal plin. Potem je lahko zadeva tudi nevarna. No? Vi osebno, danes ste preizkusili 5 vozil, katerega bi osebno odpeljali domov? Ja, Audi je že manj, tako da sem malo pristranski, ampak od teh preostalih me pa Mercedes danes navdušil. Danes bi recimo po obliki zbrala Jaguarja. Zelo lepa gospa. Po voznih karakteristikah so mi pa, moram reči, danes športni avti mičkeno bolj prirasli k srcu, kot so mi bili prej.
To je tale glasna gospa mogoče. Ne, to pa vreščijo tisti, ki se not vozijo. Aha, okay. Od teh drugih avtov, ki pa jih moramo mi kot menedžerji voziti sami in zelo pogosto, bi pa izbira bila nekje med Audijem A6 in Mercedesom E-klase. Ta dva sta se mi pokazala tako najbolj moji dinamiki vožnje, malo bolj trdi, malo bolj športni, blizu. Lani ste osvojili prvo mesto v projektu Najboljši poslovni vozniki, pa vseeno danes je bilo kar nekaj stvari drugače. Kakšni so vtisi? Ja, seveda, prvi vtis je bistveno drugačen. Najprej, kaj opaziš, je tle bistveno več konjev, bistveno več moči motorja. To je tisti prvi del. Drugi del mogoče malo manj spretnostni, zato ker pač ti avtomobili imajo bistveno več elektronike, nekih naših prijaznih pomagal. Ampak zanimivo, no, vseeno. Doba avtonomnih avtov prinaša veliko plusov, obenem pa tudi se mi zdi, da bo jemala vozniški užitek. Kaj pa vi pričakujete od te dobe v nekaj letih? Ja, jaz mislim, da se bo varnost na cesti zelo povečala, kar je zelo pomembno. Za tiste nekaj užitkov bo še vedno dovolj priložnosti, ampak mislim, da 90 ali pa več odstotkov pa se vozimo od točke A do B, kjer pa bo to vsaj meni zelo prav prišlo. Te inovacije pričakujem z velikim entuziazmom, ker mislim, da bojo zagnali nek nov gospodarski cikl, ki ne bo samo, bom rekel, v avtomobilski industriji, ampak bo povezan tudi z energetiko in še katero drugo dejavnost. Tako da v bistvu se ga veselim kot poslovnež, tudi kot človek zaradi nižjih emisij, kot voznik pa mogoče malo manj, ker nam bo manjkal bencin. Preizkus znanja na zaprti progi s preveliko zalogo moči pod motornim pokrovom Lexusa GSF in na koncu še vaja iz natančnosti. Lexus GSF, taka stara klasika, pa ne mislim v smislu tehnologije, ampak V8 motor brez turbine, 470 konjskih moči, 4,5 do 100 km/h. Tako da uživite, vidim, da imate zelo težko nalogo. Vsi boste vozili z enakim avtomobilom, bomo pa z Andrejem odpeljala en krog, čist počasno, tako da boste videli, kje bo proga potekala. Vsak podrt stožec pomeni 5 kazenskih točk. Vsak centimeter 1 sekunda od prednjega desnega kolesa, oddaljenosti. Vse sta varna vodil. Če grem jaz lahko 6-krat v rikvrst, ni problem. Ampak tepih je odpet, veš, tam se daj tepih. Ja, pa tepih treba. Obračun ob koncu tekme je pokazal, kateri so bili najhitrejši, pa tudi najbolj natančni in mirni za volanom. Prvo mesto za časom 48:38 Balažič Toni. Čestitam, vam želim veliko srečnih kilometrov. Hvala lepa. Danes se bo treba biti zelo spreten med stožci, natančen na volanu, na plinu. Kako pa je v poslu, mogoče v vašem poslu? Ja, tudi posel zahteva veliko natančnosti, pa tudi drznosti, hkrati pa prevelikega tveganja, prevzemanja tveganja tudi ne dopušča, ker tudi kljub dobrim avtomobilom, ki smo jih danes preizkusili, tudi ta vožnja s temi avtomobili ne dopušča, kakor smo videli. Vse lepo in prav, a Lexus GSF se na zaprti progi niti ni dobro ogrel. Kaj šele, da bi pokazal vse svoje sposobnosti. Zato je napočil čas za mojstra volana, Andreja Jereba. Za volan modrega dirkača so ponovno sedli tudi člani žirije, tokrat brez lovljenja najboljšega časa, pa tudi brez nadležnih ovir na progi. Preden si danes prišel sem, si mu verjame tudi neke predstave, kaj pomeni BMW, kaj Audi, kaj Jaguar, kaj Lexus, kaj Mercedes. So te predstave ta hip še enake ali so se kaj spremenile?
Glede na to, da ne vozim takih avtomobilov sicer v življenju, so se te predstave precej spremenile. Tako, ta segment, se pravi menedžerski segment oziroma višji cenovni segment, je definitivno zanimiv segment. Cene so sicer visoke, ampak zato dobiš res veliko od avtomobila. Do dobra potne poti in adrenalin pa so sproščali ob najpomembnejši nalogi dneva, ocenjevanju finalistov, ki je potekala v popolni tišini in zbranosti. Kaj menite, kateri jih je najbolj, kateri najmanj navdušil? So morda njihove ocene spremenile končni vrstni red?